V avtoservisu Špajzer Trbovlje vam omogočajo nakup vozil znamke Citroen in nakup rabljenih vozil različnih znamk. So pooblaščeni zastopnik znamke Citroen. Opravljajo servis vozil, kleparska popravila vozil, premontažo pnevmatik in optiko vozil. Za več informacij so dosegljivi na sedežu podjetja ali na telefonski številki 03 66 30 170. Citroen. Ponedeljek je dan za Reporter. Prav lepo pozdravljeni v oddaji v zakulisju. Naš gost je tokrat Roman Kukovič. Prvi del oddaje upam, da ste si že ogledali. V drugem delu oddaje pa seveda pogovor nadaljujeva o tvojem, Roman, novinarskem delu. Zdaj nekako sva v prvi del zaključila, ko si bil ti na TV Piki, ki je zdaj ni več, tega programa ni več. V času, ko se je nekako združil z Pop TV-jem. Kako se spominjaš tistih časov? To je bilo tam 2005 ali 2006, ne. Stane Grah, on je bil lastnik, oziroma večinski lastnik, se je takrat že pripravljal, da gre v pokoj. In te pogovori so trajali nekaj mesecev. Mislim, da je bilo to tudi prav, ne, ker recimo on je s to televizijo dobesedno živel, ne, od zore do mraka. In za tako sicer, bom rekel, številčno, ne, majhen medij, isto tam 50 ljudi maksimalno, ne, da delajo, pa ustvariti toliko programa, pa skrbeti za vse, za denar, za program, za vse, ne. To ni mačji kašelj in Stane se je zavedal, da tega ne more kar tako nobenem preložiti, s tem, da bo on odzad kot lastnik stal pa pol garantiral za to, ne. In mislim, da je v bistvu prav naredil, ne, ker slej ko prej bi stvar se lahko zvodenela pol, ne. Če ni tiste lastnika z idejo odzad, če je to samo neki vlagatelj, to ugasne. Kaj se pa s tabo zgodilo? Si šel na Pop TV? Ne, bili so tudi tule neki pogovori, ampak nikoli me ni vlekel na Pop, ne. Tudi ne vem, kaj bi tam lahko počel, ne, pri programih, kakršen je njihov koncept, ne. Enostavno sem imel to srečo, da so me povabili v Trst, ne. Takrat so začeli, bom rekel, preurejati, pravzaprav tako je bilo, takrat sem nekaj malega sodeloval spet z nacionalno TV pri postavitvi TV3 in na tisti točki smo se srečali s slovenskimi ustvarjalci Rai 3, ne. Rai 3 je sestavljena iz teh regionalnih programov, ne. Čez cel dan, tudi pri nas, če spremljamo, ne, boste gledali vse sorte iz cele Italije prispevke, ne. Zvečer pa posamezne te regije oklapljajo pa te regijske studije, ne. In jaz mislim, da je to neki takega program, ne, kakor sva prej govorila, kakor ga ti urejajo na ETV ali pa jaz na TV3, ne, to se pravi v nekem manjšem obsegu in tak regijski program. Ne, to je bil v bistvu en TV dnevnik. TV dnevnik, ko se ga, jaz sem se malo hecal, sem rekel, tako delajo, jaz sem šel v Albaniji, ne, ker so tako, ne, iz lista brali. Še pol so mi tako počasi razložili, da so to pač ljudje iz radia. Da so tako navajeni in tudi če bi dali troten boben, da ne bojo hoteli pa vse, ne. V glavnem, pa smo uvedli eno oddajo Mikser,
Jaz sem delal primorsko-kraške štorije, se pravi, take krajše dokumentarne zapise, zaledja Trst, tak je cel slovensk, ne. Tudi včasih sam snemalec. Tudi tu se je vmes naredil, ja, pa tudi montiral sem sam, pa tako naprej. Isto pa slovenskega krasa, pa Brd, pa tam okoli, ne, pa Primorja, tudi je bil cel niz. Pol je bilo pa tako, da mislim, da so eno od teh štorij, ne, in mikser poslali, pa isto ima raj en festival interni teh regionalnih, ne. In so me tam, zakaj jaz ne bi prišel v njihov, ne, tale program za tuje državljane, ne. In sem šel pač v Rim, da vidim, kako to izgleda, ne, in moram reči, da takrat je bilo to, rekel, fantastično, ne. Oddaje so bile koncipirane tako, da smo, so ljudje kar sami javljali, ali sami sebe, ali pa, ne vem, en je prijavil kakega znanca. Recimo spomnim se ene zelo zanimive zgodbe enega Romuna, ne, ki je uspel v Rimu, z vitraži, ne. Izučil se je v eni romunski vasi, ne, jaz sem že pozabil ime, pa vse. Prišel tako, bom rekel, z enim kovčkam v Rim in v bistvu v 3-4 letih uspel eden najbolj iskanih pa vse, kot moža, ker dela res čudeže s tistimi. In take zgodbe so se delale. In smo tako delali, da smo šli v Romunijo, tam posneli, njegov rojstni kraj, par intervjujev s tistimi njegovimi, ne vem, otroškimi prijatelji. V bistvu en tak mini dokumentarček o vsaki oseb, ne. Ampak to je bilo zelo, zelo gledan, ne. V redakciji smo bili 4, ne, iz različnih koncev Evrope, jaz sem bolj kot ne pokrival bivšo Jugoslavijo, ne, tudi del Avstrije, pa tako smo si malo porazdelili, ne. Največ težava je bila madžarska zaradi jezika, ne, pa tudi tam smo pol tam pa tam, kjer ga najdem, ampak tudi Madžarov ni kaj hudo veliko bilo, mislim, da smo vsega skrb dva imeli v tem, ker jih tudi v Italiji ni bilo veliko, ne. Enkrat so se hecali, da je sam Čičolina, ne, poročal, Madžarka, pa ne vem. Ilona, mislim, da je bila, ne. Ja. No, in mimogrede, omenil si nekaj jezikov. Koliko jezikov pa ti obvladaš? Kako si tiste govoriš? Obvladam. Zdaj tako, ne. Obvladam, te bolj po zasavsko, no. Obvladam angleščino, nemško razumem, rabim pol teden, 14 dni, da tudi spregovorim, da se vse to zloži, pa da prešaltam iz angleščine, ne, ki je primarni tuji jezik. Italijansk isto, ne, razumem vse, ne, pa spet, če sem tam nekaj časa, lepo lahko kaj povem, ne, drugače pa nisem kak poliglot, ne, glih, dobro, srbo-hrvaščino tisto. To je. Je normalno, ne, drugače pa nikoli nisem bil jaz glih hudo za jezike, ne. Angleščino, ne vem, sem narastel z njo, ne, nemščina je bila tam skozi nek zraven, italijanščina pol je prišla nekako po sili prilike, ne, ampak nisem si pa nikoli, ne, tudi nuje ni bilo, ne, recimo v Trstu, ko sem bil, je bila slovenščina, ker smo bili slovenska redakcija, ne. V Rimu? V Rimu smo bili pa z vseh vetrov, je bila pa angleščina. Aha. Ne. Šef je bil sicer Italijan, ne. Pa je znal angleško, ne. Ki je znal angleško in on je pač z njim komuniciral v angleščini. No in dolgo je pa trajala ta zgodba potem na Raju? Ja, vse skupaj, ne, bo kar 10 let. 10 let. Od Trsta pa Rim, če se šteje. Malce je zdaj korona to ustavila, ne? Zdaj, korona je v bistvu vse ustavila, ne. Kakorkoli pogledamo, svet je vrgla s tečajev, dobesedno, ne. Ne samo, zdaj nekateri mediji, ne, pisoči ali pa tu so v prednosti, ko lahko v bistvu vse prek interneta delajo, mediji, kot so televizije, pa to je pa že malo bolj problematično. Ja, seveda, je treba kam iti, ne. Ko zdaj malo spremljam, recimo na spletih, ne, tudi Facebook pa to, ne,
ko ljudje pravijo, ja, nam lažejo okoli korone, ne, ko se dogaja, kar pogledajte, nam kažejo posnetke od marca. Jaz bi tazga skeptika, ne, vprašal, ali ne snemalc, ne, riskira pa ne gre zdaj noter v ta, bom rekel, jedro, ne, obolelih s korono, zato da bo posnel, da bo ona gospa, ko tam ne verjame posnetkam od marca, pol verjela novinarskem tekstu, ki je pa pod tem, mislim, ki je prekrit s to sliko, ne, iz marca. Mislim, ja. No, kako pa gledaš na to krizo, korona krizo COVID-19, pa tudi na spopadanje posameznih držav? Dobro, recimo, če so bile v tistem prvem valu praktično vse države, evropske države, bolj kot ne presenečene, da je to prišlo iz Kitajske, tudi sem, ne, nekako smo vsi bili prepričani, to bo že Kitajci med sabo poštimali, zaustavilo, ampak potem je prišlo sem. Smo v tem drugem delu za drugi val, ki se je pričakoval, bili dobro popravljeni po tebi. Govorimo tudi za Slovenijo. Ja. Jaz točno ne vem, ne, kaj vse je vzrok, da se je stvar tako, bom rekel, ne samo ponovila, ampak še bolj razbohotila. Ne. Prvič je to, ne, da smo vsi mislili, vse to se nam skoraj ne more ponoviti, pol nekaj je bilo to, ne, se bo cepil hiter, pol seveda teorije zarote, se tu ni nič, ne. Vmes so potem še letala, preletela naš nebo, pa rekla, sporočila, da je konec, da smo zmagali. To je tako, ne. Mene bolj kot tista letala, ne, se spomnim besed ministra za delo, ne, pa predsednika vlade, sta takrat zagotavljala, da imajo pripravljene bolnišnice, da imajo ekipe, da imamo dovolj zaščitne opreme, da je vsi programi, da so pripravljeni, šolstvo, da točno vejo, kako bojo ukrepali, če se kaj zgodi. Zdaj smo novembra in vidimo, kakšna je situacija. Se pravi, se na tem področju ni naredilo nič. Še celo tako je, ne. Prej, recimo, ki bi bil cel svet presenečen, ne, nad tem, ne vem, bi predsednik vlade Šarca ovadil zaradi tega, ker je bilo 30 okuženih, da je kazensko odgovoren zaradi kako je nevarnosti povzročiti. To je bilo na dan, ko se je vlada menjala, ne? Včeraj, ne, na dan, ko zdaj tule snemava, ne, je bilo pa 40... Na tvoj rojstni dan, mimo grede. Ja, je bilo pa 40 mrtvih, ne. Zdaj pa nobeden kazensko odgovoren. Mislim, ta vlada mora malo začeti gledati, ne, kaj govori in kaj dela. Preveč tvita? To je zdaj tako, ne, ta populizem, ne, jaz ne vem, mogoče tisti, ki smo takole malo bolj na teh socialnih omrežjih, po raznih blogih ali pa tudi na Facebook, se verjetno spomnijo, ne, ko sem jaz opozarjal, jaz sem se s tem srečal že v Italiji z Berlusconijem, ne. Sicer on ni twital, ampak on je bil populist za tiste čase. No, pa imel je svoje televizijske mreže tudi, ne? Ja, nogometni klub. Govorimo o načinu, ne, kako se obračati množicam, s kakšnim besedam, kako jih v bistvu zaslepiti, ne, to je tudi smisel populizma. In on je s tem začel, ne. Nič ni bilo res, karkoli se je govorilo, ne. Vsi so lagali, samo on je govoril resnico, ne. Pol so se stvari vlekle naprej, pa smo videli, ne vem, so začeli te populisti vznikati po celi Evropi, ne, Orban, Johnson, seveda vmes pa še veliki Trump, ne. In zdaj tako, to je rad vzorc, ne, če hočeš narod prepričati, ne, obljubim nemogoče, saj pol boš rekel, da tu ni bilo nič, pa nismo mi kriv, če ni tega, ne, so vsi drugi. In to se prenaša. Je pa res, da eni to obvladajo, ne, so pa določeni politiki, ko tega sploh niso zmožni, ker noben politik vam nikoli ne bo govoril čiste resnice, ne, bo zmer, če drugega ne olepševal, ne.
Ampak da pa v bistvu tako stvari obračajo, ne, je pa že res malo grozno. Ne. In tudi tvoja kritika tudi aktualni oblasti, tudi mogoče samo komuniciranje z javnostjo okrog koronavirusa. Jaz mislim, da je tako, ne. V bistvu to komuniciranje že od začetka, ko so poklicali Kacina, ne, se je začel po neki, bom rekel, vojaški logiki subordinacije. Ne. Že recimo ta diskrepancija med kaj je rekel minister Gantar, kaj je rekel Kacin. Kaj bo on govoril, vse on nič ne ve. Pa je minister za zdravje. To se ne moramo jeti, če je ena resna vlada. To bi lahko, ne vem, v enem debatnem klubu tako debatirali. Da pa pred javnostjo na tiskovni konferenci, ne, tako govorijo, kot jaz bom zdaj povedal, kaj je. Ne. Druga stvar, na kak način poveš. Ne. Te načini so vsekako zgrešeni. Ne. Videli smo recimo novozelandsko premijerko, ne, s svojimi nagovori, pa kako se obrla k ljudem, pa jih nagovorila, pa prosila. Tudi takrat, ko jih je zaprla na nek način, ne? Ja, jih je ponižno prosila, ne. Pri nas je bilo pa vse to nekako, ne, arogantno, zviška. Vmes veliko je verjetno pripomogla, ne, tudi tista afera za zaščitno opremo. In oblast se je čutila, režim se je začutil ogrožen in je verjetno tudi zaradi tega pol tako komuniciral, ne, kot češ, pusta nas, ne. Mi bomo povedali, kaj bo, ne. Tako da tu so pač... Mimogrede, bo še kdo žvižgal, tako kot je recimo Gale, ki se je zdaj znašel na Zavodu za zaposlovanje? Zdaj, žvižgači, ne. Jaz ne bi rekel, da je Gale glih ta prav žvižgač, ne. Je pač človek, oseba, ki se je odločil, rekel, dosti imam, ne. Imel je priliko od stvari videti, bom rekel, od blizu, biti zraven, tako rekoč, ne. In ko je videl, kaj se vse v ozadju dogaja, je rekel, dosti imam in je pač šel v javnost in to povedal. Jaz mislim, da je bilo že veliko takih ljudi v Sloveniji že prej, ne. Ampak nisem imel take možnosti, ker ni bilo taka afera. Drugače se je pa verjetno v posameznih manjših okoljih, ne, tu že nešto takrat zgodilo, ampak tiste drugega leta, ne, pa beden ni poslušal, nažalost. To je pa bilo takrat res udarno. Ja. Na on je višku bil pač, epidemije. bom rekel, ne, v pravem času, na pravem mestu. Pa še nekaj, ne, on zna kar dosti artikulirane stvari povedati. Je pravnik tudi, ne? Je diplomiran pravnik, obvlada, ne, je ščajman in tudi tisti, ne, ko so ga probali na laž postaviti, ne, če bi bil on res en tak, bom rekel, telev, kakor pravijo, ne, kar nekaj, ne, da ga eden nastavil, zdaj pa ti lago za nas, ne. Ne, on je dejansko znal tisto stvar utemeljiti, pa povedati, pa kako, ne, tako da... No, saj tu bova počasi zaključila samo to, bo ta zgodba dobila kdaj epilog? Pri nas veliko zgodb, kjer koga dobijo s prsti v marmeladi, ne dobije epilog? Jaz mislim, da Slovenija, nažalost, še ni dozorela, da bi se to dogajalo. Konec koncev, ne, imamo zgodbe, v katerih so bile vpletene čist, bom rekel, domala vse politične opcije, ali neke TEŠ6, recimo, ne. Tako da, v bistvu, sedanji politik ni glih v velikem interesu, da bi dejansko neko... Če se bo pa enkrat to začelo, ne, pa se zna pa tako, ne, sistem domin malo padati, ampak to bi bilo fajn, da bi se pol obrli pa na boljše. Ne novi obrazi v tem smislu, ne, da spet enega potegnemo tam, tale nas bo pa rešil, ne, ampak mi moramo vedeti, v svetu recimo politike vzgajajo. Politike rastejo, ne, od lokalnih skupnosti naprej pa tako naprej. Pri nas pa, ne, če zna malo bolj govoriti, pa tu, pa on, pa tako, ta pa za politika, ne. Tu je zelo slaba, ne. Pa po drugi strani, ne, ker imamo pa en konec ene strankokracije, ne, je pa še tako, pa če bo poslušen, se pravi, če ima svojo glavo v mislu, ne, to se pravi,
kar mu bo naročil. Roman, mogoče se lahko zdaj v tem času teh mask malce pošalim pa rečem, ko si že govoril o poslušnosti, da ne bo imel samo maska, ampak tudi nagovčnik, ne? Seveda, ne, ker stranke, to so aparati, ki v bistvu živijo, to so firme, to so močne firme, ki morajo skrbeti ne samo za tistih, ne vem, 10 ali pa 20 ljudi, ki delajo na stranki, ampak je to strankarski aparat po celi državi. Tako. No, greva stran od strank, od politike, pa medijev, od njih sva že veliko povedala. No, čas je pa, da poveva tudi par besed o tvojem ustvarjanju. No, knjiga, ki se me je zagotovo dotaknila, je tvoja knjiga, ne? Je ta knjiga, ki je šla pri založbi Primus, tisti njihovi srebrni glasovi, zgodba o delovanju mladinskega pevskega zbora v Trboveljski Slavček. Kup zanimivih osebnosti tu v tej knjigi, mimogrede, ne vem, nimajo vsi priložnost peti kralju, ne? In če se malce pošalim, res zanimiva zgodba, tudi zgodba, se vrneš nazaj, Čeruga, kakšna druga stavba v Trbovljah, ko so še konji vozili. Koliko časa si pisal to knjigo? Koliko časa je nastajala? Zdaj, da sem se jaz sem, tako kot vsi Trbovčani mojih let ali pa mlajši, ne, sem vedel za mešani pevski zbor Slavček, ne, Slavčki. Jaz pojma nisem imel, oziroma ne, imel sem pojem, ker je tudi moja mama pela, ne, ampak nisem vedel, da je tu taka zgodba v ozadju, ne. Pa je bilo pa leta 2099 ali 2000, kako je ona založba Grafex na Izlaki. Ja, tako je. Pa tiskarna Grafex, ja. Šešljar, ja. Men, če bi mi predstavili eno knjigo, ne, ki so jo oni založili, sem rekel, kako knjigo, ne? Ja, mi smo pa od tam doma. Sem rekel, tu je pesem od Slavčka, ne? Ja, sej. Ta gospa bi, ne? In je prišla gospa Rezika Koritnik, ki je bila solo pevka, ne čisto od začetka, ampak mislim, da tam od leta 1930 dalje. Je bila že takrat starejša gospa in smo imeli, mislim, da kar eno uro ali uro pa pol celo dolg razgovor. In mi je pol tudi poklonila tisto svojo knjigo, ne? Ampak to je bilo tako, ona je zelo malo sama, to je nečak pomagal, ne? Tiste tekste pa tako naprej. V bistvu je bilo tako nek zbornik, faksimile določenih, ne vem, fotografij, spotovanj, notnega gradiva, tam je bil kak dogodek opisan. Pa sem jaz to gospo še ne dvakrat obiskal, v Ljubljani pa živela, ne. Ona je bila pol kasneje operna pevka, pa na radio Ljubljana je zelo veliko, recimo po vojni, ne, pela v Studio 14, ko so kako. In sem šel parkrat še k njej, sem si delal zapiske, pa vse, ne, sem jo spraševal o določenih stvareh. Tudi drugje sem zbiral gradivo, ne. No, in pol pa, se ne vem točno kako, ja, ne, pisati sem jo začel, mislim, da tam enega 2010 ali 11. Pa je tudi hmal bila napisana, ampak je pol... Išla je pa 2017, ja? Ja. 3 leta je v enem predalu ležala. Aha. Ne, minister. Tako da, ampak pol me je pa kolegica, ne, Suzana Kramer, ko ureja zbirke od Primusa, rekla, pa te meni prines, ne.
In si prinesel, In sem prinesel in knjiga je šla. knjiga je šla. Dobi se v knjižnicah mimo grede, ne? Ja. Res Na je Primozu vredna. se, mislim, da kjer Tudi na Primozu se še da vedno kupiti, jaz sem malce pogledal. No, recimo Allah pod Sveto Trojico, pretresljiva zgodba sirskega begunca je tudi šla pri založbi Primus. Ja, to sem dve jaz knjigi sta napisal, šla. to knjigo sem jaz napisal takrat, ki je bil višek begunske krize. Tako. Sam sem imel namreč to nesrečo, te bi težko rekel srečo, da sem na Lampedusi že leta prej videl prve begunce iz Afrike, kako so jih strpali v en hangar pločevinast. Na eni strani je bil sod z vodo za pit, na drugi pa sod za WC. Pa par stojih je bilo noter, pa sonce. Pa si lahko zamislite, kako je bilo tam noter. Pol sem spremljal, tudi sam sem šel dol pogledat parket, Dobovo, pa tam okoli čisto do Podčetrtka. Poznal sem tisti del Turčije do Sirije, ne? Ker sem šel enkrat, jaz sem namreč hodil od leta 2006 do 2010 vsak let v Turčijo za 3 meseca. Na sredozemsko Agdenis univerzo kot zunanji predavatelj, ne? In sem takrat vmes imel čas in sem si marsikaj ogledal, tudi en dokumentarc sem tam posnel, tudi One Man Band, ne? In sem takrat pol hotel videti Kurde, dejansko. In sem šel čisto do sirske meje, ne? Rentakar sem imel. Druga stvar, ne? Poznal sem Grčijo, Makedonijo, Srbijo, vse, kar je v knjigi opisan kot ta Jaser, kot begunc, ne, beži. Pomagali so mi tudi kolegi novinarji pa pisatelji iz Srbije pa Makedonije, čisto bom rekel podatki iz prve roke, in sem to malo zložil in naredil zgodbo, ne. Knjiga je bila, mislim, da napisana v 2 mesecih. To je moj rekord, ne, ker jaz nisem bil pretehiter. In vem, da sem takrat poslal Mladinski, so rekli, ja, pol leta, 1 let, ne, sem rekel, zdaj je aktualno ali pa nič. In je spet Primus rekel, puf, in je čez 1 mesec šla. To sta 2 knjigi, ki sta pri Primusu išla. Ja. Tartinijev ključ pa ni pri Primusu, ali to je bila pa ena druga založba, ni jo tu. Vem pa, da bo zdaj še enkrat išla, ne? To je pa mladinsko delo. Mladinsko delo, s Tartinijem sem jaz začel, ne. Kriv je naš Piran, predvsem pa moja hčerka, in takrat je bila še majhna punčka, sva pač dopustovala dol 2-krat, 3-krat. In ena gospa, mislim, da je Natalija bila, predsednica ali zelo zagnana članica enega turističnega društva piranskega. In je bilo tako, da sva s hčerko tam v teh ozkih uličic, ne, in me je hčerka Lana spraševala zaradi tega beneškega leva gor nad vrati, ne, kaj je pa vse, ne. In jaz si pač vedel sem, da je beneški lev, ne, pa da je tu verjetno spadal pod Beneško republiko tudi, ne. In je ta gospa slišala in je prišla zraven, je rekla, da se to zanima. Jaz sem rekel, malo pa že, ne. Rekla, a veste zakaj, da enkrat ima lev pred sabo odprto, enkrat pa zaprto knjigo, ne. Jaz sem rekel, to pa sploh nisem nikoli pogledal, ne. Ja, rekla, ki je odprta, v tistem času so bile Benetke v miru, ki je zaprta, so bile v vojni. Pa tako. Rekla, ampak počakajte malo, in je letela in me je prinesla eno tako zgibanko, ladica, tako jak smo včasih otroci delali iz papirja, ki je imela not nataknjen jadro, in ko si tisto jadro razgrnil, so bile noter opisane na kratko, ne. Bom rekel, take neznane zanimivosti o Piranu.
recimo ta mestna vrata, Pranger, jadrnica baletnih umetnikov Pije pa Pino Mlakarja. V občinski stavbi imamo kamnite posode za merjenje oljčnega olja, oljk kot sadežu. Ko pridemo do Tartinija, ne, je tako en tak velik steber, ki je zdaj noter drog, se jim za zastave gor, vsi mislimo, da je tisto. Ne, na tistem stebri dole spod so zareze, tam so merili. Je bila uradna, niso imeli metrov tako kot danes, ne, ampak je bila tam uradna mera. Če je eden prodajal, tam je šel kje zmeriti. Pa recimo ogromno ljudi ne ve, da je bil Tartinijev trg včasih pristan, ne. Ko so ga pol ven pomakli zaradi poplav, ne, zaradi Bibavice pa tega. V glavnem je kup stvari in pa smo medva preostanek dopusta vse to si ugledala, ne. In bo treba napisati knjigo. In pa je tu počas, ne, sem jaz tuhtal, to bi mogli vsi mulci vedeti, ne. Kako ne to, pa, in pa mi je kanil, ne, pa če bi jaz tu en tak mladinski roman, ne, pa še malo nepet pa vse, in sem to naredil. Prva napaka, mislim, nezgoda je bila ta, da tista založba se ni več, so pozabili, ne, napisati, da je tu mladinski roman. Ekstra, ne. In knjižnice, ki so to vzele, so dale odrasle. In potem... Ja, pol založba ni dosti natisla, ne vem, kaj en cirkus je bili, tako da pol knjižnic tega sploh nima. Ne. Ja, žalostno, ne, zato si se ti odločil, da boš pri založbi Max Victor, ne, Ja. nekako ponatis, da bo pa še nekaj določenih popravkov bo, ne. To je zdaj v tisku, počasi bo, ne. Zdaj Tartinijev ključ, ne, ponatis, druga izdaja, popravljen tudi malo, pa vse izide konec tega meseca, pa še en drug roman. Zdaj tako, ne, meni je, vsi, ki so to knjigo brali, ne, predvsem odrasli, ne, ker je bila pač v knjižnicah. Vsi pa Piran poznamo, ne. Ne, vsem se je zdela zanimiva, ne, ker dejansko ne gre, pa ni kriminalka, tak Ja. zgodbica, ne, ki je malo bolj napeta. Prvič je zanimiva zaradi samega Pirana, drugič 3 luškane mlade osebe, Barbara, Robert pa Mario, Barbara z Ljubljane, Mario domačin, Robert pa s počitniško kolonijo. Tudi malo te, ne, socialne razslojenosti, ne, Barbara iz bogate družine, on prek kolonije iz kmetov, Mario sam z babico živi težko. Pa mislim, da vmes celo en znan glasbenik pride malce na Ja, vrsto, ne. tudi Jan Plestenjak. Ne bomo se povedali, Roman, greva naprej. To se pravi, ta bo zdaj išla kmalu. Potem ena taka ljubezenska zgodba je tudi skržati z lavande. Zdaj je to lavanda z veliko. Ja, ker je ime, ne bom rekel glih parcele, ne, ampak hiše. Drugač lavando poznamo kot sivka, ne. Škržate pa tudi vsi poznamo. Ja. To je Zdaj, pa idejo sem dobil, ne, to je šlo pa 14, ja, Artius, ne. Ja, to je zagorska založba. V glavnem, idejo za cele škržate sem dobil na Korčuli. Na zahodnem delu Korčule namreč, zdaj v vinorodnih krajih bojo bolj zastopili, če rečem, gorca, take mini hiške, za katerimi so gor nazaj v hribe vinogradi, od spod je pa kak mehen pristan ali pa saj pomol, ne, in se do tja več ali manj, saj prej se je zmer prišle samo s čolni, ne. Danes so že tudi ceste. In sem bil, tam ni elektrike, ni voda, ni nič, imaš štirno pa vse, ne. Robinson. Ja, v bistvu je nek robinzonski, ne. In se mi je tam utrla ideja, ne, prvo je tako, prvo sem zmer, že dolgo sem vse nosil, to že leta nazaj, kako bi izgledal roman, ne, da bi bilo moško-ženski princip. Se pravi, da en poglav je ženska, govori, kaj si misli, dela vse, ne. Naslednji poglav je moški v isti stvari, ne. In potem sem tam dol tuhtal, ne, in sem si že tam dol malo skiciral vse skupaj, ne, kako bi to izgledalo.
in sem napisal in Je uspelo. ja, in moram reči, da je, mislim, da ima kar ogromno tudi izposoj pol, oziroma imajo te škržati. Ne. Ja, Jim kar rad prisluhnejo. Ne. No, Pol Ja. je tako, ne, da je pol je bil pa na Nadaljevanje mene Poljub z zelo okusom velik timijana. pritisk, ne, ker se ta zgodba o škržatih, ne, bom rekel, na koncu, bom rekel, tako rekoč obvisi v zraku in je bilo pol največ, bom rekel, To je pa 90%. že založba Max Viktor. Ne? Ja, 90% žensk, ne, ko so me, bom rekel, dobesedno so mi grozile, da jaz moram nadaljevanje napisati. Ne. In pa sem napisal še Poljub z okusom timijana, ne, ki se dogaja pa v Sloveniji, tam gor nekje pod Triglavom, ne, in to Aha. ob božičnem času. Tako da je čisto nasprotje škržatov, ne, to se pravi iz Je morja. recimo alpska Ja, zgodba. alpska saga, ja. Tako. Ampak je glih tako, ne, in so bili tudi pol z razpletom zadovoljni. To je pa vmes, kot to posne. To je pa ena prvih internetna čokolada. Ja, to je, To je pa založba Murano iz leta 2013. Tu v teh zbirki esejev 30 najboljših je tudi tvoj. novel. Pardon, novel je tudi tvoja novela. Ja, to je pa iz časa mojega bivanja v Trstu, ne. To je izdala založba Mladika iz Trsta. Oni od leta, mislim, da leta 72, 73 pa do 2016, vsako leto izberejo najboljš novelo, ne. In mislim, da je bilo to 2011 ali pa 2012, so pač zbrali mojo, Popotovanje z Almo, čisto na hiter, ne. Alma Karlin, vsem znana svetovna popotnica. V bistvu gre za neko fantazijsko zadevo, ko se sreča z enim tržaškim Slovencem, Francetom, in pol onadva v bistvu nekako potujeta skozi čas v Trstu in srečata Stradivarija, Nikola Tesla, Hemingwaya, Itorino, James Joycea, Rilkeja, vsi, ki so imeli kdajkoli kako vlogo v Trstu. In vsi te, ki sem jih naštel, ne, So imeli. so nekaj imeli. Ne. In so bili zelo navdušeni, jaz pa tudi, ne, konec koncev se znajditi v družbi s Pavletom Zidarjem, pa takimi neuveljavljenimi, se mi kar fajn zdi. Ja, zagotovo. Ne? No, ta je pa tudi ena tistih zgodnejših, za soncem vedno pride dež. Ja. To roman. Roman, Nisem bral. v bistvu je ena vrsta, bom rekel, politično-gospodarski thriller. Ne. Na srečo spet tista založba, ko niso glih vedeli, Ko bi je znal, to, ja. Ja. Prvi tak roman, ki opiše te, bom rekel, tajkune, pa kak kriminal se je v zadnji delu. Še vedno nedokončan. Ja. In je bila dejansko, ne, kar je, kdaj se rekla, 2013. 2013, ne, še noben ni o tem pisal. No, ta pa je Lahko noč, tovariš Stalin. Kdaj pa je to išlo? 2017. 2017. Zdaj predvidevam, nisem prebral še, si jo podaril. O čem govori? O Stalinu, o politiki? Ja, že tamle tule je založba dodala, ne, tak trakec čez knjigo, ne. Ja. Ti si poslal name številne atentatorje, jaz bom le enega in ta ne bo zgrešil. Josip Broz Tito. To naj bi bilo po različnih zgodovinskih virih res, da je Tito enkrat en piltek poslal strelj napisan. Ne? Arhiviran vsekakor ni. Ne? To, da je dejansko Stalin, ne, ni umrl zaradi možganske kapi, ne, to obstaja en kup enih teorij. Mene je pa zelo fasciniralo, ko sem pri akademiku Pirjevcu, ne, zasledil, da celo ruski zgodovinarji, ne, pritrjujejo tezi, da je zelo mogoče, ne, da je bila
takratna jugoslovanska ta obveščevalna služba tista, ko je pripomogla k tem, da se je svet znebil enega največjih krvnikov. Ne. Tako da sem pol, bom rekel, za to knjigo pa že pri Slavčkih, ne, pri njihovih srebrnih glasovih sem kar nekaj mogel predelati, pri tem Stalinu pa Ogromno. je bilo pa ogromno. Ne. Tako da je pa tako, ne, da tule noter je dejansko se prepleta cel svet, ne, od Izraela, takratne Golde Meir, Amerike, kako se Truman umika Eisenhowerju, v Rusiji, kaj se, mislim, v takratni Sovjetski zvezi, ko se je dogajalo, ne, takratno recimo politbiro, ne, kakšne so bile mučke že med njimi, ne, recimo za nalašč nisem tukaj izpostavil Stalinega naslednika Hruščova, ne, ampak sem Malenkova pa druge malo bolj, ker jih ljudje enostavno ne poznajo. Ne. Jaz sem pa čez tiste raziskave. Pol recimo pri Trumanu, ne, vsi ga nekako tako, ne, so ga imeli za velikega tazga, bolj kot ne človeka, ki se je prizadeval za mir, ne. Ampak ko sem pa te raziskave delal, je pa njegov državni sekretar, oziroma mi bi rekli minister za zunanje zadeve, ne, ki je nasledil Marshalla, ne, Ashton, ne, je v bistvu pa začetnik hladne vojne. On je vse postavil, on je naredil ogrodje, kako, kva, dokot, ne. Tako da je pa v bistvu ne napisan kot en ta politični thriller, in je tudi, bom rekel, Izposojen. zelo. Tudi založba Max Richter, ja. No, zdaj je pa v nastajanju še ena knjiga, mislim pa, da Gospodar pekla, tudi thriller. Ja, tudi od thriller. radikalizma, ne? Ja, ta radikalizem, ne, če se ljudje ne bojo tem stvarem razumsko uprli, pa naj gre za verski ali pa politični, ne, radikalizem, se nam slabo piše. Ne. Sami vidimo, ne, kaj na eni strani počnejo, ne vem, islamski skrajneži, kaj, ne vem, desničarski Breivik, pa tako naprej, ne. To je pa tisto, ne, ko so... Ne pelje nikamor, ne? Ne pelje nikamor. Vse preveč se pozablja tisto, ne, ko se je, ne vem, po letu 45 krncajt govoril nikoli več, ne. To se je kar zbrisalo, ne. In danes v bistvu aktualne politike na široko odpirajo vrata točno tem. Ali svojim, ali pa svojimi dejanji prav kličejo druge. Pa nočem benga kriviti ali pa ven vleči, ne, ampak radikalizem je in lev, in desen, in verski, in političen, in rasen, ne, in to ni prav, ne. Civilizirane družbe se usedajo, pa se pogovorijo, pa se tudi dogovorijo, kako bojo živeli, kakšna so pravila. Pa se sicer pa propadejo, ne? Ali pa propadejo na koncu, ne. Drugega ni. Ampak do te streznitve, ne, se bojim, da bo še kar dolga pot, pa mogoče kdaj še boleča. Ne. No, Roman, zdaj o tvojih delih sva veliko povedala, verjetno bo kdaj še priložnost tudi kaj povedati, ko pa kaj novega je šlo. Po kakšni literaturi pa ti rad posegaš, kaj rad prebiraš, takrat, ko ne raziskuješ? Zelo zanimivo je, ne, da sem zadnje 2 leta, ali pa ne zadnje 2 leta, zdaj ta čas, ker je korona, ne, ko sem več tukaj doma, berem tisto, kar sem bral, ko sem bil star 15 let, ker imam pač v domači knjižnic in sem prav presenečen, ne, nad nekaterimi deli, ko sem jih dobesedno, vem, da sem jih prebral, pa tako tudi kakih stvari se, bom rekel, tako splošno spomnim, ne, ampak prav uživam v tem ponovnem odkrivanju, ne vem, recimo, jaz sem še danes hvaležen moji mam, ne, da je tiste prve 100 romanov, ki so bili celo zbirko, ne, vem, da je bilo celo tako, da so 3 leta, ne, izhajali, te prvih 20 pa pol, ne.
Rdečo-črni izvedbi, mislim. Ja. Sej mislim, da so tam na policiji. Ne, to je naša beseda. A to je pa naša beseda. To je naša beseda, tam imam s to romanov. Ker pol naslednje so bile že malo bolj tako, ne, izdaje so bile že menda tudi. Mislim, da celo ta prva izdaja s to romanov je bila ta prva broširana pri nas. Ne? Kar sicer ni glih fajn, ne, zdaj ko gledam, ker je to staro že 50 let, ne, pa pri nas pazimo na knjige, ne, ampak vse ni to tisto, ni tista trajnost. Glizanje smo se pogovarjali, ne, recimo, če tam lepo pogledamo v moj knjižnic, tam do leta 65 ali pa celo do 70, ne samo, da so imele vse knjige trdo vezavo, platnice so bile ali usne ali platno, ne, danes tega trdih vezav že skoraj da ni, ne? Ne, pa tudi italijanska smo rekli, ne? Ja, tega skoraj ne vidiš več. Ja. Kakšne res butične izdaje ali pa kaj, ne, še kdo kaj... Upam, da bodo še nekaj časa tiskane, ne, da ne bo vse na tablici. Roman, hvala za vse, kar si delil z nami. Zagotovo bo še kdaj kakšna priložnost, da... Ja, preden sva začela, sem malo štel, ne, pa sem si rekel, vse v tretji gre pa rado, ne, ker to je namreč moj tretji intervju s tabo, ne. Prvega smo imela za revijo Zasavc. Tako, ja. Drugega za ETV, zdaj pa za to. Uradno za GTV, ne? GTV, dobro. Pa za mnogo drugih lokalnih. Hvala Maj za Goričnik. Ja, jo poznaš, ne? Ja. Pa isto Škofica tudi, ne? Tudi. Ja. No, tudi mi oba poznamo. Hvala za pozornost in srečno. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse.